Lep pozdrav! Danes bomo pa spoznali enega najbolj dišečih poklicev, kajti nič ne diši bolj kot sveže pečen kruh. Kaj ne, Maša? Ja, tako je, spoznali bomo poklic peka in za začetek se bomo odpravili kar v staro pekarno, kjer kruh pripravljajo še po receptih naših babic, tako da sem prepričana, da bo zares okusno. Greva? Greva. Zdaj gre pa zares. Meni v življenju ni uspelo narediti kruha. Vedno sem dal ali preveč kvasa, ali premalo, ali preveč moke. V glavnem, kruh nikoli ni prišel do krušne peči. Danes imam seveda to možnost, mojster Miha je z mano, da bom lahko zamesil pravi kruh, ki so ga pekle naše stare mame. Ja, tudi meni je veselje, da bova to pred tabo delala, da si boš enkrat zapomnil, kako se res dela kruh, kot ga je moja mama, oziroma kot ga je moja mama meni pokazala. Mi da bova danes delala enega od značilnih slovenskih kruhov, to je zmesni kruh. Pred sabo imava posodo, ki se ji reče metrga, sicer v različnih okoljih ali na različnih koncih Slovenije se drugače reče, recimo Prekmurje ima korito, nekje se reče nečka tej posodi. Skratka, vedno se ga dela v neki posodi, ki je bila hkrati tudi mogoče miza v kuhinji kot glavna miza in so potem dali pokrov dol, od spodaj so obmesili kruh in ga potem tudi shranjevali, ker tudi shranjevanje kruha, kar bomo kasneje povedali, je zelo pomembno in to je bila tudi ena od posod, kjer so kruh shranjevali. To se pravi, imamo moko danes, ki jo bomo uporabljali, je ekološka. Ja, mi imamo tudi svojega dobavitelja oziroma ekološkega kmeta iz Prekmurja, ki nam prideluje celo leto na velikih površinah, mislim, relativno velikih za manjšega kmeta, to je cirka 300 hektarov, ekološka žita vseh vrst, seveda kruh delamo iz več vrst žit, ni samo iz enega, to se vedno tudi kruh imenuje po žitih, oziroma če ga delamo iz več vrst žit, potem so zmesni kruhi in tako dalje. Skratka, delamo iz ekoloških žit, ki jih je treba predhodno očistiti, zmleti in potem se seveda začne delati kruh. Joj, zelo težko veš. Ampak jaz mislim, da boš, da mu date taka opravila, gospod Miha, da tako vreče, stresati, pa to ne opravi. Ne, se bo Erik naučil popolnoma Jaz te zaupam. kruh peč na ta način, Mihu, tako da. ker naše geslo je, da je kruh nekaj najbolj enostavnega. Aha. Zdaj je treba neko jamico narediti. Ne, Jaz sem tako bil učen namreč. ja, to so delali včasih, so delali gospodinje tako jamico in so dali noter kvas, malo mleka toplega, pa sladkor. In zato, ker so bili kvasi nesigurni. In ti kvasi niso bili sigurni, da bodo vzhajali, mislim, da bodo dobri in zato so preizkusili, če kvas deluje. Če ni deloval, so vse skupaj prijeli in vrgli samo ta del stran. Ni bilo treba cele moke. Če bi mi zdaj dali recimo noter kvasu vse, lepo zamesili in ugotovili, da to ne dela, je velika škoda narejena s tem, da bi dali vse skupaj stran. To je bil razlog, da so bile jamice. Zdaj pa začnemo s to enostavno sestavino, ki pa ni drugega kot kvas, sol, voda in pa krušne začimbe, ki so pa nujno potrebne za to, da nas ne napenja. To je pač Krušne začimbe so pa? koper, koriander, koprc, janež, kumina. Skratka, gre za neke klasične, zdrave začimbe, zdrave za želodec in to potem pomaga. Se pa tudi zato včasih noter, da so okusi kruhi, da je okus kruha boljši, ali nekomu prija kumina, nekomu janež, nekomu pa nečesa, ampak mora malo potrpeti. Začnemo lahko kar iz soljo, se strese po celi površini. Takole. Ja, tako, ja. Super. To je zdaj ena od sestavin. Zdaj pa kar kvas tudi. Kvas pa lepo v roke prijeti, pa ga zdrobiti, da ne bo preveč krpko, ja. Krpko. Ja. Zavihal rokave. No, vidiš, kako je to enostavno, tako po celi površini. Super. To, kar vi počnete s to manjšo domačo pekarno, ki je veliko bolj ekološka, v bistvu predstavlja tudi neko tržno nišo za vse tiste, ki bi radi Vedno večja tržna niša bo, jaz upam, zato ker vidim, da se ljudje vedno bolj zanimajo za tako vrsto kruha in nažalost, ali kakorkoli hočete, se samo na takih manjših proizvodnih enotah da to početi, ker polnovredne moke so težko obvladljive pri strojih za peko kruha, tako da mislim, da je to prihodnost oziroma tudi neka
priložnost za tiste, ki imajo željo ali pa ki imajo voljo do peke kruha, da si lahko sami doma naredijo iz manjših prostorov za neko manjše okolje, vaško, v nekem združenju, vaško pekarno, in mislim, da je to prihodnost. Ljudje bodo vedno bolj segali po zdravih kruhih ali ostalih hrani, in kruh je tukaj, mislim, da je ena od osnovnih živil. Mogoče tudi malo razlike od ostalih poklicev, tukaj moraš imeti neko poslanstvo, se reče. Pek ni poklic, ampak je poslanstvo. In zato malo mora biti intuicija, oziroma malo mora biti v človeku ta želja po mesenju, ker pravijo, da tisti, ki nima rad testa ali kruha, se mu testo ne uboga. Bova videla, da je tako. Upam, da vaše besede ne držijo. No, tole je še, to je pa zdaj po želji. To je pa kumina. Cimet, poper. Ne, kumina, ne, kolegica povoha. Ja, je res, da je lepo diši, ne, ampak nekaterim pravi, da ne. Zdaj, recimo, neke vrste kruha tudi zahteva, da date celo zrno noter od kumine, ampak mi bomo dali tazga po želji. Kar vse. Lahko pa vse. Je pa tistemu, ki to ne prija. Maša, ti prija kumina ali ne? No, pa pol tega, recimo. To pa mora biti, da bo nek učinek, ker potem drugače bo premalo. Skratka, to je treba za to maso na suho lepo premešati. Glej, da boš dobro premešal. Ja, tako da bo sol in vse ostalo razporejeno. Tudi voda, mislim tudi ta vrsta moke zahteva več vode in je voda zdaj približno 80%, to če govorimo o nekih razmerih. No, ti da še spremeši, medtem vas bom pa jaz vprašala, gospod Miha, a so včasih tudi pekli tako velike količine kruha, recimo, ker so pekli verjetno enkrat na teden kruh in so ga morali speči malo več? Ja, vedno se je kruh pekel od enega tedna do 2 tedna, no? Odvisno od verjetno števila članov družine, odvisno od časa, odvisno mogoče tudi od potrošnje kruha, ker kruh je bil vedno, ni ga bilo dovolj, ali pa kolikor so bi ga hoteli, ampak je bil vedno v nekih omejenih količinah. Skratka, kruh se je vedno pekel za dlje časa, na ta način, da so ga potem morali tudi znati shranjevati. In kruh se je shranjeval vedno, kot sva že omenila prej, v posodah lesenih predvsem, ali pa v metrkah, ne? Pa vedno je bil moral biti kruh zavit v prt. To zaradi tega, da... Zdaj je bil zračen, ker v kruhu se vedno nekaj dogaja, bi verjetno splesnil, ne vem kaj bi se mu lahko dogajalo. Seveda to pa mogoče posledica zaradi tega, ker nima nikakšnih dodatkov, ne? Zdaj je to recimo mešanje je čudovito, ampak da bo pa še stvar bolj stekla, hitrej bom pokazal. Zdaj moramo pa že temeljiti na tem, da bo testo premešano popolnoma. To se pravi, da je bil Erik rahlo prenežen? Ne, ni bil prenežen. Se bo zdaj še dobil kuhalnico, ampak gre za to, da bo res resnično testo popolnoma premešano. Lahko bi pa to tudi z rokami. Vse gospodine v Prekmurju, kakor jih jaz opazujem, že v samem začetku začnejo delati to z rokami. V tako velikem koritu z rokami. In začnejo kar takole od začetka do konca in grejo zopet nazaj. V pekarni vedno to delajo mešalci, ki so temu primerno in tudi za polnoredne moke mora biti svoje vrste mešalc. Ker verjetno za proizvodno niti ni mogoče, da bi to šlo vse na roke. Ne, to sigurno ne, če se seveda gleda tudi iz strani zaslužka, ker je nek optimum, koliko ga je treba speči, ampak tudi pri manjših pekarnah, tam okrog 200-300 kg, mislim, da se že da preživeti. To pa ni ne vem kakšna količina in to se da že z 2 pekoma ali z nekimi družinskimi člani to speči brez nekih večjih težav in brez nekaj drage opreme. Koliko časa bomo zdaj pustili, da... To je približno 15 minut. Pokrili bomo še prej, ker sem dal toplo vodo in je prosto topo. Bo to zelo hitro vzhajalo. Stvari še malo pomukamo. No, to bo zdaj pokrila lepo. Kuhalnice ne bo več rabila, jo lahko odstranila. In počakava, da testo vzhaja. In to je približno 15 minut, med tem časom bo pa peč